Lepo pozdravljeni. Združenje Menedžer v sodelovanju z Zbornico knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije že od leta 2013 naprej izbira najboljšo poslovno knjigo v okviru Slovenskega knjižnega sejma. Letos smo prejeli 15 knjig, od tega 9 slovenskih avtorjev in 6 tujih. Komisija v sestavi gospoda Kukavice, gospoda predsednika Janeza Škrabca, Petre Jovančič, Enaja Kirna, Marjane Lavrič-Šulman, Lovra Peterlina in mene, Ajde Vodlan, je izbrala za najboljšo poslovno knjigo leta 2022 knjigo z naslovom Premisli še enkrat avtorja Adama Granta iz založbe Umko. In zato na oder vabim gospoda Rugla iz založbe Umko, ki bo knjigo tudi kratko predstavil. Lepo prosim. Premisli še enkrat. V strokovno utemeljeni knjigi avtor zagovarja stališče, da imamo človekovo inteligenco običajno za sposobnost mišljenja in učenja. Če je znanje moč, je razumevanje in uporaba tega, česar ne vemo, modrost. Komisija se je za Grantovo knjigo odločila, ker ocenjuje, da je ena ključnih sposobnosti, ki jih morajo poslovneži v teh kriznih časih pridobiti, sposobnost od učenja. Izbrana knjiga je obvezno branje, učbenik za sodobne trajnostne voditelje, ki nam pomaga, da stopamo iz piedestala prepričanj, da imamo na temelju preteklih uspehov doživljenjsko jamstvo, da v danem trenutku vodimo prav. Čtivo je povabilo, da opustimo znanja in prepričanja, ki nam ne služijo več dobro, ter se, kot pravi Gant, zasidramo v prožnost namesto doslednost. Je spodbudno znanje. Še enkrat čestitke. Zdaj bi vam pa mogoče kar 3 vprašanja dala. Vsako leto izdate veliko knjig na poslovnem področju, vrhunskih prevodov. Zakaj vi menite, da je pa ta knjiga nekaj posebnega? Ja, dejansko poslovne knjige izdajamo že približno 10 let. Recimo tudi prej bilo omenjeno, da od leta 2013 recimo se ta nagrada podeljuje in dejansko smo ravno takrat začeli z izdajanjem recimo, bom rekel, ne knjig, ki so samo poslovne, ampak so uporabne tudi v poslovnem okolju. Naše vodilo je bilo zmeraj tako, da poskušamo tudi zaradi tega, ker smo imeli pač nekako osebne interese nekako prepletene s temi poslovnimi, recimo tudi pač po izobrazbi sem jaz ekonomist in v bistvu so me zmeraj zanimale te teme, ki so na presečišču psihologije, sociologije pa ekonomije. In smo vedno iskali nekako te knjižne naslove, ki v bistvu bi bile za nas osebno zanimive, kot pač za bralce in recimo nekoga, ki spremlja ta tip produkcije, po drugi strani pa tudi širše zanimive. In recimo knjiga Adama Granta, sicer organizacijskega psihologa, nekako je po vseh teh kriterijih bila ustrezna. Po eni strani je v bistvu napisana strani nekoga, ki predava na univerzi, v bistvu dejansko te tematike, kar pomeni, da na nek način je v bistvu napisana strani nekega akademika, hkrati pa on že s svojim dosedanjim knjižnim opusom nekako vstopil v bistvu med širše bralstvo. To ne gre za tako striktno akademsko knjigo, ampak v bistvu namenja širšemu krogu ljudi. Ta, premisli še enkrat, kot naslov, je pa že v osnovi, nagovarjal v bistvu tudi, mene, recimo osebno, ki je v procesu, podjetniškega dela, imaš v bistvu, si ves čas v bistvu nekako pred nekimi, recimo, odločitvami, pred tem, da recimo se pač glede nečesa moraš odločiti, pa morda en dan misliš
v bistvu nekaj, pa recimo čez par dni se ti recimo lahko tudi to mišljenje spremeni, ne, to je ta proces recimo ponovnega razmisleka o istih rečeh, ne, oziroma kako so te dnevni razmisleki tudi nekako odvisni od nekega aktualnega stanja. Prej ste pa tudi v bistvu dejansko omenjali ta pomemben del od učenja, ne, recimo, oziroma opustitve nečesa, kar recimo si v bistvu počel toliko pa toliko časa. To je pa recimo na nek način podjetništvo, recimo, če ga izvajaš na dolgi rok, recimo je definitivno podvrženo temu, da moraš ti svoje poslovne prakse ves čas recimo preverjati v živo, ali so še aktualne. Če pogledamo recimo naš te založniško-medijski oddelek na našem podjetju, praktično tisto, kar smo počeli recimo pred 25 leti, zdaj ničesar od tega več ne počnemo, ne. Kar pomeni, da recimo jasno Adam Grant potem pa te svoje knjige zajema iz širokega spektra raznovrstnih primerov, ki v bistvu so blizu ali pa daleč, recimo pač večina jasno iz tega okolja, ki ga najbolj pozna, ampak gotovo je to knjiga za enega, ki v bistvu se na nek način ukvarja s poslom, po drugi strani pa ima tudi neko raznoliko zasebno ali pa privatno življenje, uporabna, ne, da recimo morda še enkrat premisli o rečeh, ki vsak dan recimo počne. Tudi recimo kot neka navada, tudi to navada govori nota in podobno. Hvala. V Novi Bukli ste zapisali o knjige Znavki, ki me je pred nekaj tedni na enem od pohodov po vročem kretskem soncu že obvarovala precejšnjih težav, saj sem upošteval ugotovitve iz začetne zgodbe v njej. Katere ugotovitve so bile to in kako so vam pomagale? Ja, zdaj v tem času je šla tudi moj potopis Soncu naproti, na katerem sva ženo Renate, sva pač je opisana pustolovščina, ki so imela pač na enem pohodu po Kreti, a ne. Ta zadeva se je odvila dejansko tik po izidu te knjige, recimo, ne, in procesu branja uredniškega, recimo od začetka, recimo ena taka zgodba opisana, ki je recimo v Ameriki bila pogosto zelo tragična, in sicer ameriški gasilci, ne, se na teh oddaljenih ali pa izoliranih predelih recimo do požarov spuščajo kar z letali, jih spustijo s padali noter, pol jih pa gasijo, ne. Včasih pride do tega, da se te požari obrnejo, smer vetra se obrne in začnejo te požari leteti praktično proti njim, ne. In v takih primerih je edina možnost, da začneš bežati pred požarom. Zdaj pa jasno, ti gasilci so navajeni, oni so tako polno opremljeni z vsemi svojimi temi nahrbtniki, z lopatami, z vsem tem. In v bistvu, če moraš bežati pred požarom, ne, potem je v bistvu najboljš, da vse, kar imaš odvečno težo, da vržeš stran, ne. Hkrati so pa oni naučeni, da se te, bom rekel, opreme ne smejo se ločiti od nje, ne. To je eno od osnovnih pravil, ne. In zaradi tega, ker se pač ne smejo ločiti, je marsikdaj pride do tragičnih zgodb, pač ljudje dobesedno zgorijo, ne, ker ne uspejo pobegati, ne. In zdaj recimo, midva sva imela pač neko tako pustolovščino, da sva recimo tam pač hodila po eni taki sicer relativno preprosti, ampak hkrati pa tako zahtevni, kar se tiče vročine in tako naprej, in nama je začela zmanjkvati vode za tisti dan, ne. In če bi nadaljevala, recimo v tem smislu naprej, bi mogoče ne bi prišla do cilja, bi mogla mogoče noč preživeti zunaj, ker ne bi prišla do konca in tako naprej. In v bistvu je bila edini način, da sva to v bistvu nekako presegla, ne, da sva uporabila nauk iz te knjige, ne, ker tudi za hribolazce je pa običajno, da od ruzaka se ne sme ločiti, ne. In pač jaz sem uporabil ta nauk Adama Granta, takrat se lahko ločeš od vsega, od česa, koliko ni eksistenčno pomembno, pač pustila sva pač recimo ženi nahrbtnik, ki jo je zelo upočasnjeval pri hoji, a ne, pač tam sredi tiste pokrajine so šla z enim nahrbtnikom naprej, noter sva dala samo tisto, kar je bilo potrebno, in sva potem tik pred temo srečno pa šla na cilj, ne. In pač jasno, vse nahrbtnike tam zakopan v eni jami počakal, potem sva pa naslednji dan sva se pa za nekim takim tako imenovanim ladijskim taksijem do obale pač pripeljala in sem šel jaz gor pol v hrib Ponga. Dejansko mi je, nisem ne rešil življenje, ampak mi je obvaroval kakšnih neprilik. Hvala. Adam Grant, hvala. Sem mu celo pisal zaradi tega, ne.
Da, hvala za to. Hvala, verjamem, da bo marsikateremu tudi pomagal nasvet iz knjige. Zdaj pa zaključujemo, tako da najlepša hvala. Hvala lepa, hvala za nagrado.